če imaš ti velik kup, nečesa, denarja recimo, ta kup obdavčiš z 10%, boš dobil pač 10% delež tega. Če imaš pa ti ta kup, pa ga obdavčiš s 5%, boš pa dobil bistveno večji delež, bistveno več denarja recimo za javne storitve. Zdaj, najhujša posledica tega poslabšanja je pa to, da vrhunsko izobraženi, vrhunsko usposobljeni, vrhunsko dokazani kadri odhajajo iz slovenskega zdravstva. Pozdravljeni, z mano je Janez Janša, predsednik stranke SDS in večkratni predsednik vlade. Pa ker v bistvu to praksa, predlagam, da se kar sami predstavite na nek sproščen način. Janez Janša. Ostalo boste zvedli, če bodo zanimive vprašanja. Ja, ne pojavljate se dosti na podcastih, kakor sem zasledil. Ja, pa kar, sicer bolj tako po Sloveniji, ker Slovenija ni samo Ljubljana. Bil sem v nekih zanimivih podcastih, tudi na šolskih, recimo v mariborski šoli za oblikovanje. Zelo zanimiv pogovor. So vam naredili dobro reklamo. Ja. Ampak zdaj vlada hoče tudi prepovedati socialna mreža. Je to nek način, da zamejijo svobodo govora ali da se mladi ne more več vključevati v te dejavnosti? Ja, tako kot se v nekaterih državah tega lotevajo, ne gre samo za mlade, gre za nadzor v digitalnem svetu, ker tam, kjer uvajajo pač digitalni podpis, potem na ta način se evidentira vsakega, ki se kjerkoli pojavi in seveda to je nadzor v nekem delu življenja, kjer ga doslej ni bilo. To ne pomeni, da jaz recimo ne zagovarjam določenih omejitev, morajo biti, se že zdaj pač so, od nekdaj, odkar recimo so filmi, piše za otroke do 12 leta, do 10 leta, 13 leta, to so normalne stvari ali pa tam v spremstvu staršev si morate to ogledati. Jaz mislim, da se da na nek pameten način enak pristop, kot se je skušal obrati v filmski industriji, če temu tako hočete narediti tudi tukaj. Sem pa absolutno proti drastičnim prepovedom. Kako pa ste vi, glede na to, da zdaj mladi večinoma politiko spremljajo preko družbenih pa socialnih omrežij, kako ste vi vstopili v politiko, ker vem, da je kar zgodaj pri 17. Veš, nisem stopil v politiko preko družbenih omrežij. A mislim, kaj vas je inspiriralo? Na predvsej bolj krut način. Zdaj, en tak dokončen stop v politiko je bil, ko je 31. maja leta 1988 Udba pozvonila na hišni zvonec na Gornjem trgu v Ljubljani, kjer smo takrat stanovali in ko so me aretirali in poslali v zapor. To je tako so mene spravili v politiko. Ampak kaj vam je ta izkušnja dala? Kaj je bilo v zaporu? A vas ste cel čas razmišljali, kako se boste v bistvu, ko prijete ven, kako boste nadaljevali v bistvu svojo kariero? Zdaj, ko so mene zaprli, jaz nisem delal politične kariere. To je bil enopartijski režim, diktatura ene stranke, komunistične stranke. Jaz sem takrat delal v računalništvu. Postavili smo na noge z veliko muko, sicer ne privatno, takrat je bilo vse družbeno podjetje, Mikroado za trženje, za izdelavo in trženje softvera, se pravi računalniških programov in za učenje ljudi uporabe osebnih računalnikov, ki so takrat bili hit in nam je šlo zelo dobro. Tako da jaz si takrat nisem predstavljal kariere v politiki, ker politika je bila takrat nekaj drugega, kot je danes. Ni bilo več strank. Sem imel že izkušnjo iz mladinske organizacije, ki se je končala s tako grobo odstranitvijo in me ni nič kaj vleklo tja. In tudi v zaporu nisem razmišljal o tem, da ko pridem ven, bom nadaljeval s kako politično kariero, ker že prej nisem delal. Kaj ste razmišljali? Razmišljal sem, ali bom še kdaj prišel ven na sonce, na svetlo. Pa kaj je z otroki, z družino. Vse ljudje so se kar postavili na vašo stran. O teh stvareh razmišljaš. Ja, sej. Če hočemo
biti dosledni. Ne. Ni samo aretacija bila tista, ki je spremenila mojo kariero, ne. Ampak to, kar se je zgodilo zaradi nje. Ne. Ta pogum Slovencev, ko so šli na ulico prvič v času komunistične diktature, ni bilo več strahu. Ne. Moji prijatelji so organizirali odbor za varstvo človekovih pravic, ki je v nekaj tednih zbral 100,000 individualnih, kasneje skupaj 200,000 individualnih in kolektivnih članov. Vse živo se je včlanjevalo, naenkrat ni bilo več strahu. In takrat je slovenska pomlad prišla na ulice in ko sem jaz prišel pol julija, ko so nas začasno spustili iz zapora do pravnomočnosti, je bila Slovenija drugačna. Ne. To je bila neka prelomnica. Ja, to je bil čas, ko je dišalo tudi po politični pomladi. In začele so se dogajati stvari, ki so dejansko spremenile Slovenijo, ne, in omogočile tudi, da smo potem šli na plebiscit, glasovali za samostojno državo, jo branili in da jo danes imamo. A tega v Sloveniji danes primanjkuje, te neke upora mogoče? Ja, pač primanjkuje upora proti temu, da se nas potiska nazaj, odkoder smo z veliko muko in tudi žrtvami šli. Ja, to, da se spet oboje nek jugoslovanski duh, pa rekel, čas diktature, tukaj je premalo upora. Kako to v bistvu zaštartati, tako rečem, po domače? Ja, bolj ekstremni so ti poskusi vračanja nazaj, ne. Več bo tudi upora. No. In tem mandatu, ki se zdaj, hvala Bogu, končuje, je bilo tega potiskanja veliko. Ne. Zdaj, en od prvih ukrepov Golobove vlade je bila ukinitev Muzeja slovenske osamosvojitve. Praktično smo edini primer na svetu, edina država na svetu, potem smo res izjemni, ne, ki je ukinila institucijo, ki je namenjena spominu na njen nastanek. Ne. Ni nobene takšne, rekel, podobne države z tako rekel, samomorilsko nagnjenostjo, ne, da bi kaj takšnega počela. Kaj je pa cilj za tem, če mogoče se vam svita? Ne, jaz ne vem, kaj je cilj. Pravzaprav tukaj ni nekega racionalnega cilja, gre za nek levičarski popadek, uničiti vse, kar diši po Sloveniji kot državi, Sloveniji kot narodu. Spremeniti strukturo razmišljanja prebivalstva, ne vem, pač te stvari so iracionalne. Ne. Težko se postavim ali pa vživim v glavo nekoga, ki je to naredil. Ker, kot že rečeno, v svetu ni takšnega primera. Pa leva stran tudi nekako poudarja zelo to družino, ampak a si mladi, mladi si sploh ne morejo niti stanovanja privoščiti, niti kaj je v bistvu družinskega v tem? Prvič slišim, da leva stran poudarja družino. Ne. Za njih je družina karkoli. Poudarja pa to, da je treba graditi neprofitna stanovanja, češ da je to neka njihova srednja ponudba za mlade. Ne. Zdaj, ko pa preberite si recimo na spletnih straneh stanovanjskih skladov, bodi si državnega, bodi si recimo ljubljanskega, ki je največji, ne, na tej ravni, kdo dobi ta stanovanja, zelo malo mladih, pa zelo malo Slovencev. Mogoče bi se ralo osredotočati, da pač mladi dobijo ta stanovanja? Ne, problem je v tem, da so kriteriji taki, rekel, radikalno socialni. Poleg tega se lahko prijavijo tudi tujci, ni treba, da si državljan. Se pravi, jasno je, da nekdo, ki je 2 let nazaj prišel v Slovenijo, bo po teh kriterijih, ne, vedno imel prednost. Ne. Se pravi, tisti, ki pa so pridni, pa desetletja prispevajo te stanovanjske fonde, pa ne pridejo na vrsto. Oziroma njihovi otroci ne pridejo na vrsto. Zato to ni rešitev. Rešitev je sprostitev stanovanjske gradnje, kreditna politika, ki bo omogočila mladi družini, da s tem, ko odplačuje kredit, pridobiva tudi že lastništvo na stanovanju ali na hiši. In da čez 20 let, ali čez 15 let, čez 15 let je to odplačeno, čez 20 let je tam streha nad glavo tudi že za njihovega otroka, sina ali hčer.
Se problem na ta način dolgoročno rešuje, ne pa zgolj dela nove in nove odvisnike od države, pa uvaža nove volivce. Kaj pa vaši otroci, mislim, kako jih vzgajate, da bojo nekako preživeli v tem svetu? No, zagotovo jih ne vzgajam tako, da bodo čakali na socialno podporo, pa na tako imenovano neprofitno stanovanje. Tako da. V bistvu dva sta že starejša, v bistvu že delata, dva sta malo mlajša, ne? Ja, dva imata že svoje družine in svoje potomce, dva sta pa blizu vaših let. In kakšne vrednote ima prenašate oziroma ste jim prenašali? Ja, vrednote, ki jih sam zagovarjam in pač živim, sej. Zdaj, pred otroke je zelo težko blefirati, ne moreš jim nekaj razlagati, delati pa drugo. To lahko dela recimo ljubljanski župan, ne moreš pa to delati otrokom. A je veliko tega v politiki, da se blefira, da se laže, da se... Mislim, to je nekako retorično vprašanje, ampak... Ja, v tem mandatu je to nacionalna športna disciplina. Govoriš nekaj drugega, kot delaš, to je... Najbrž bi dolgočasila tiste, ki naj bodo gledali pa poslušali, lahko pa naštevamo 1 uro te primere. Vse bomo naredili, vse 100 hiš na mesec, zdravstvena reforma, naša prioriteta. Ni res, da se čakalne vrste daljšajo, samo več ljudi je v njih, pa take izjave. Je to v bistvu temeljni problem te neke slabe politike, da se v bistvu zelo obljublja, da neke okrogle, lepo zveneče rešitve, torej mi bomo rešili zdravstvo, mi bomo rešili to, ampak se pač ne govori kaj, kako. Ni pragmatičnosti. A mislite, da bo vaša vlada dosegla to pragmatičnost? Sej, nam ni treba govoriti, kaj bo. Mi lahko pokažemo to, kar smo naredili. Ne? Mi nismo obljubljali nekaj, kar pol ni bilo nič, ali pa smo se pol upravičevali. Čeprav je Slovenska demokratska stranka vodila 2 krizni vladi v času gospodarske krize, v času covida, ko je pač treba sprejemati krizne ukrepe, ki običajno niso nikomur všeč, so pa potrebni. Dočim tisti prvi mandat 2004-2008 je pa Slovenija cvetela. Primerjajte makroekonomske podatke, rast pokojnin, plač takrat, ugled Slovenije, ko je prvič vodila Evropsko unijo, ugled Slovenije, ko smo prvi dosegli kriterije za prevzem evropske valute, za vstop v šengenski sistem. Skratka, govorimo lahko o zelo realnih podatkih. Nas so stehtali, za nas se ve, da gradimo, da tisto, kar obljubimo, naredimo. Če je le mogoče in se ne podajamo v takšne avanture. V bistvu pred to finančno krizo 2008 je nekako Slovenija doživela nek ta gospodarski vrhunec. V bistvu rast gospodarsko. Rast blaginje, ja. 2004-2008 je Slovenija šla proti evropskemu povprečju. Zdaj, ko se je Slovenija osamosvojila, gledajte, je bil naš standard tako nekje 37% avstrijskega standarda. Pa še v tistih letih je bilo praktično težko, ker smo izgubili enostavno jugoslovanske trge. Slovensko gospodarstvo se je moralo preorientirati na zahtevne evropske trge, ampak že s tem, ko smo se osamosvojili, je inflacija padla iz 150 na 30%. Tako kot se je zdaj približno dogajalo v Argentini, pa vsi pravijo, kakšen čudež je to zdaj dol. Slovenci smo to isto naredili, še v krajšem času, in slovensko gospodarstvo se je takrat zagnalo. Bilo je potencial, ki je zaživel, iz podrasti je to raslo. In tam nekje do konca leta 2008 je Slovenija šla naprej s tako hitrostjo, da če bi imeli še en mandat, bi prišli na evropsko povprečje. Italija je bila recimo takrat na 100% točkah, se pravi, je bila evropsko povprečje, pa Italija je imela prej smo se mi osamosvojili 50 let normalne tržne ekonomije. Ko smo šli čez mejo, takrat, ko
tukaj ni bilo teh dobrin kupiti kavbojke ali pa kavo, ne, smo si želeli, kdaj bo pri nas tako, ne, da bodo police v trgovinah, rekel, polne, pa da cene ne bodo divjale, pa da ne bo treba plače zamenjati še isti dan v marke, ne, da ti je inflacija ne poježe 10%, ne, to so bile razmere, ki, ne vem, so mladi zdaj težko opisljive in predstavljive. In ta zagon takrat, ne, je Slovenijo potisnil na 91% evropskega povprečja leta 2008. Veste, kje smo danes? Okay. Ravno tam. Ta drugi polčas je bil katastrofa. Ne toliko zaradi zunanjih dejavnikov, ker krizo so imeli vsi, covid so imeli vsi, ampak zato, ker je v tem času od leta 2008 do danes so bile škarje in platno. Škarje in platna 80%, ne, ali pa 87% v rokah levih vlad. Ne. In zato nas zdaj dohiteva Hrvaška. Ne. Hrvaška pa imela v tem času več ali manj neko stabilno desno-sredinsko vlado, ki je vodila normalno politiko. In so nas praktično ujeli po neto plači, ne. Po celotnem standardu še ne, so zelo blizu. Kljub temu, da je Hrvaška imela 4 leta vojne, da so prišli v Evropsko unijo daleč za nami, ne, pred 12 leti, da so evro prevzeli šele pred kratkim, da še vedno niso v OECD-ju, ne, da so v NATO prišli kasneje. Tako da, glejte, ta primerjava je kruta, ne, in mislim, da se moramo vsi v Sloveniji zamisliti, kako je to mogoče, ne. Kam so skopnele naše prednosti, ne. Ker še leta 2000 je približno 2 milijona Slovencev ustvarilo toliko bruto domačega proizvoda, to je vse, kar pač naredimo, kot 4 milijone Hrvatov ali 8 milijonov Srbov. Ne. Danes pa je Hrvaška že skoraj tukaj. Ne. In še en mandat Golobove vlade in nas bo prehitela Srbija. Pred 5 leti, ne, nekdo rekel meni, ne, pač manj, kar poznam neke trende, ne, da bo leta 2026, ne, povprečna plača ali pa realna kupna moč, ne, za povprečno plačo na Hrvaškem večji od slovenske. Jaz tega ne bi rekel, ne, ni možno imeti tako slabe vlade, ne, da bi se to zgodilo, pa se je to zgodilo. In kaj je v bistvu rešitev? Kako zaštartati spet slovensko gospodarstvo, da dobimo nazaj to prednost? Sprostiti treba potencijale. Ne. Zdaj, preden to razložim, je treba povedati, da je aktualna vlada oziroma da je dr. Robert Golob, preden je prevzel vlado, pred volitvami v kamero, ne vem že, kjer je televizije, dejal, da bo višal davke. Oziroma bilo je vprašanje, ali boste odpravili davčno reformo, s katero smo mi dvignili splošno davčno olajšavo, kar je pomenilo, da so se neto plače začele dvigovati, ne da bi bil to večji strošek za podjetja, ampak se je ta denar dobil z podcenitvijo funkcioniranja države, ne, z rekel, boljšim upravljanjem. On je to dejal v kamero in je bil izvoljen. Ne. Dejal je, kaj bodo meni nižji davki, bom imel več denarja, pa bom to zapravljal za neumnost. Jaz ne poznam primera iz kakšne druge države, ko bi nek politik to izjavil pred volitvami, pa dobil potem relativno večino na volitvah. Pa nas je to zgodilo, se pravi, tukaj ne gre samo za odgovornost tistega, ki je bil z takim pristopom izvoljen, ampak tudi tisti, ki so za tak pristop volili, danes pa jamrajo. A ne? In davčna politika je dejansko bila ključen udarec slovenskemu gospodarstvu ali pa slovenski blaginji, ker stalno višanje davkov, uvajanje novih davkov in prispevkov na neki točki začne dušiti gospodarski razvoj. In še posebej problematično je obdavčanje dela, se pravi plač. Se pravi, bolje nekdo vlagal v svoje znanje, ne, večje znanje ima ali pa izobrazbo, jaz ne govorim o izobrazbi, govorim o znanju, bolje njegovo delo pol obdavčeno. Ne.
kar pomeni, da pač podjetja potem to zračunajo, ne, strošek dela je pač vračunan v ceno produkta, ki ga potem prodajaš na trgu in gredo potem tja z svojimi podjetji ali pa z novimi investicijami, kjer se to bolj splača. Ne. In seveda tukaj je, ne, sosednja Hrvaška ni 1000 kilometrov stran. Ne. Imamo zraven trg, ki je bolj konkurenčen, imamo okolje, ki je bolj konkurenčno, so ista pravila, vsi imamo evro, vsi smo v Evropski uniji, od Ljubljane do Zagreba ni 10 ur, ne, je samo pač, ne, toliko do Maribora. Ne. Zdaj, če neko podjetje zračuna, da bo poslovanje tam bistveno boljše za njih, bo šlo tja. Ne. In zdaj skoraj vsak dan kakšno slovensko podjetje najavi, da je preneslo poslovanje v Zagreb, ne, kar pomeni, da se tam potem plačujejo tudi davki. Ne. In ta dodana vrednost služi blaginji tistega okolja, kjer to podjetje je. Ne. Velikanski problem. In, zdaj, kako to popraviti, ne, to je pač relativno enostavnost. Ne. Vse te neumne ukrepe Golobove vlade je treba odpraviti in mi ta seznam delamo sproti in to se bo naredilo. Ne bo pa to prineslo vseh rešitev čez noč, ne, ker ko se neka firma preseli nekam, ne pride naslednji dan nazaj, če ti to okolje popraviš, ker ga tudi ne moreš izboljšati čez noč in to vedno traja. Zdaj, enako je pa pri ljudeh, to je še večji problem, recimo, kaj so naredili v zdravstvu. Ne. Ta vlada je obljubljala zdravstveno reformo, to je naša prioriteta, imeli so novinarske konference s tistim prvim zdravstvenim ministrom, ki so ga pol nagnali. Ni da ni, a ne. Zdaj, in kaj so naredili? Poslabšali so stvari. Zdaj, najhujša posledica tega poslabšanja je pa to, da vrhunsko izobraženi, vrhunsko usposobljeni, vrhunsko dokazani kadri odhajajo iz slovenskega zdravstva. In ko nek vrhunski specialist, ne, odide recimo iz kliničnega centra ali pa iz novomeške bolnišnice v Avstrijo ali v Dubaj, ne, kjer ponudijo 3-krat večjo plačo, stanovanje, bonuse in tako naprej. Mi lahko jutri spremenimo sistem, pa boste tega človeka zelo težko dobili nazaj. Ne. Ko gre za stanje v zdravstvu, ni takšen problem denar. Ne. Ker v 2 letih mi lahko stabiliziramo slovensko ekonomijo in bo več pritekalo do blagajne tudi za zdravstvo, čeprav bodo nižje stopnje davčne, ampak dobiti te ljudi nazaj, ja, to je pa nekoliko hujše. Preden pa nek specialist, ki je rabil 30 let, da je prišel do tega nivoja znanja, ne, nastane na novo iz teh, ki so danes, ne, na fakulteti, ne, takrat pa, ne vem, mogoče vi ste še potrebovali, ne, te usluge je zagotovo. Ne. Skratka, tukaj se dela sistemska škoda. Ja, nekako se banalno zdi, da v bistvu več, ko delaš, pa več, ko si izobražen, tudi manj dobiš, oziroma si bolj obdavčen. Nekako se delo pa znanje se obdavča bolj kot ne delo pa lenarjenje. Čistko nekako direktno. Drži. Mislim, da prejšnji teden je bila objavljena lestvica evropska, koliko se zaposlenemu nekje v srednjem razredu, ne, se pravi nekomu, ki konča višjo visoko šolo in pač zasluži malo več kot povprečno plačo, ne, recimo tam med 1500-2000 evrov na mesec neto, koliko mu ostane v Sloveniji ali pa ne vem, v kakšnih drugih državah. In v Sloveniji mu ostane najmanj, razumete, najmanj od 27 držav, se pravi, največ mu pobere, reče se država, pa to ni prav, ne. Največ mu pobere nespametna oblast. Zdaj, ko se to očita, ne, v razpravah, pravi, ja, davki so visoki, ne, veliko se pobere od bruto plač, ne, to je res majhen, ampak imamo pa zato super zdravstvo, šolstvo, socialo, vse. A imamo res?
A imamo res, pol pa pogledamo stanje v zdravstvu, no, to smo že opisali, ne. Ali pa pogledam naslednjo evropsko lestvico, ki prikazuje stanje med upokojenci, ne. To je daleč največja posamična socialna kategorija v Sloveniji, 670 tisoč ljudi prejema pokojnino za minulo delo, ne. To ni sociala, ne, to je plačilo za minulo delo, ker so ta denar vplačevali, ne, varčevali na nek način. In ko gledamo povprečje, koliko pokojnina zadošča za preživetje, ne, v posamični evropski državi, je Slovenija pa ponovno na repu, ne. V povprečju zmanjka 37% ne, dohodkov upokojencev v Sloveniji za to, da pokrijejo osnovne življenjske stroške. Torej, kam se zgubi potem ta denar, ne, od visokih davkov, zgubi se za pač nepotrebne stvari. Je iskreno, noben ne bi zameril. Kupi se Litijsko, recimo, neko podrtijo, računalnike, ki ne vejo, kam bi jih dali. In tako naprej, in tako naprej. Noben ne bi zameril v bistvu visokih davkov, če bi pač na ostalih lestvicah bili na vrhu, zdravstvo 100%, šolstvo 100% stanovanjsko. Če bi to zagotavljalo visoko kakovostne cenene javne storitve, potem je bilo super. Ne? So države, ki imajo visoke davke in imajo zagotovljene te storitve na zelo visokem nivoju in tam se ljudje kaj dosti ne pritožujejo nad visokimi davki. Ne? Mi smo pa država, ki ima visoke davke in padajočo kakovost javnih storitev. Pa v bistvu, ko pa se zgubi od korupcije, zdaj neki podatki so, da okoli 3 milijarde, ampak to res, je to premalo, preveč, kaj vaše mnenje o tem? No, to zna biti realna številka, ne. To je sicer zračunano tako na oko, ne, ampak zna biti realna številka, ne. Zdaj pri več kot 80 milijardah bruto domačega proizvoda, od tega po moje blizu 40% se porabi za javno. Ne bom rekel javno porabo, ampak za približno 40% se pobere z davki in prispevki, a ne, za državno in lokalno raven, tega je lokalna raven manj kot 5%, ne, javne porabe. In znotraj tega 3 milijarde, ki se zgubijo za korupcijo ali pa za metanje denarja stran, ne, po domače rečeno, ne, kot so bili omenjeni primeri, to je po moje realna številka. Ne. Tudi v zdravstvu, ne, kjer se pretaka zelo veliko denarja, 7 milijard, je ta vlada med prvimi ukrepi ukinila urad za referenčne cene. Ne. To se mogoče malo tako učeno sliši, ampak to je bil urad, ki smo ga mi ustanovili, ki je zbiral podatke o cenah medicinskih pripomočkov po celem evropskem trgu in je vsaka bolnica v vsakem trenutku vedela, ne, ki je cena najnižja, ne, in se je lahko tam nabavilo. In se ni moglo, in se je to videlo, razumete? Ne, se ni moglo pretiravati z cenami pa s posredniki. Ne. Prva stvar, ki se je zgodila, je to, da so ta urad ukinili. In danes bolnišnice nabavljajo razne stvari. Zdaj je bil spet objavljen podatek, koliko je žilna opornica, ne, povprečna cena na evropskem trgu je kaj tam 120 evrov, tukaj pa 450. Ne. Ker se ne kupi direktno od tistega, ki najceneje ponuja, ampak od nekega posrednika, pa še kakšen stric je zraven, ki je polastnik spletne Mladine, ne. In se na ta način to financira. Kako pa to sploh dovoljeno? Mislim, da se neka taka neodvisna inštitucija ukine, ker tako. Noben se ni oglasil, ko se je to zgodilo. Mi smo bili edini, ki smo protestirali, čeprav urad za referenčne cene ni ideja, mislim, ne lastimo, da je to naša ideja. Ne. To je skupina zdravnikov, ki je videla, kaj se dogaja, ne. Pri teh nabavah sama predlagala in mi smo to uzakonili. Je bilo pa seveda jasno, komu smo stopili na prste in en prvih ukrepov Golobove vlade je bil, da se to ukine. Kaj bi bil njihov razlog, če se spomnite? Niso pojasnjevali. Njihov razlog je bil, vse, kar je naredila Janševa vlada, je slabo in je treba ukiniti in so veliko teh
ukrepov, predvsem teh protibirokratskih, ker smo mi skrajševali postopke ali pa ustanavljali take stvari, ukini z enim zakonom, ki ga je kao napisala ulica, ne, glas ljudstva, tako imenovani. Ne. So to prinesli v parlament in ko so to sprejeli, je Nika Kovač razglasila veliko zmago. Če bi vedel, da je to ta tema, bi jaz ta zakon prinesel sam in bi vam prebral par členov. Ker tega tudi ni v nobeni drugi državi, kar so s tem zakonom naredili. A manjka neke meritokratske miselnosti v tem javnem sektorju, v teh birokratskih postopkih? Absolutno. Ne. Kar se tiče birokracije, administracije, tukaj so ljudje, ki ogromno delajo, ne. Se je drugače bilo še bistveno slabše. So deli posamičnih ministrstev, ki funkcionirajo, ne. In se ljudje trudijo, ne, in so zato premalo plačani, ne. Je pa večina, ki ne, ali dela povprečno, ali pa lovi krivine, pa skuša izkoristiti tako imenovani javni prostor, kjer se ne obnašaš ali pa se ne obnašajo tako kot v gospodarstvu. Ne. In meritokracija, pomanjkanje meritokracije absolutno je velikanski problem. To pa je možno tudi zato, ker slovenski osrednji mediji na nek način pomagajo to vzdrževati. Zdaj, če je bilo to gledalo enako, ne, če bili vatli za vse vlade enaki, za vse politike enaki za javni in za javni sektor in gospodarstvo, potem se to ne moglo dogajati. Ne. Ker ko postaviš ogledalo, ne, ko je metafora, ko je primerjava, se ne da več blefirati. Ne. Če pa tega ni, potem se to da. No, zaradi tega da primerjave niso možne, so ukinili urad za referenčne cene. A urad za referenčne cene je bil za vse sektorje ali samo za javno? Za zdravstvo. Ampak to je zelo velik del. Ja, 7 milijard se je. Ja, to je ogromen del. Ja. Kaj bi nekako povišvali plače za tiste, ki delajo več, oziroma neki bonusi? Absolutno, ja. Absolutno. Zakaj to nobena vlada do zdaj še ni v bistvu? No, mi tega, prvič ni čisto res, da nobena vlada tega ni naredila. Recimo v tej plačni reformi leta 2008, ob koncu naše vlade, je bil predviden ta tako imenovani variabilni del, za plačevanje, za tistega, ki bolje dela, ne, je bolje nagrajen. No, ampak potem se je začelo pri sindikatih, ne, ta politika uravnilovke in pol se je ta variabilni del čedalje bolj zmanjševal. Vedno, ko je bilo treba, še posebej v gospodarski krizi, ne, malo varčevati, tega ni teh dodatkov za dobro delo in na koncu se je prišlo do tega, da praktično ta variabilni del ni obstajal. Zdaj v tej reformi plač v javnem sektorju, ki je izvedla Golobova vlada, je ta del teoretično sicer vključen, ne, ampak v praksi skoraj nikjer ni zaživel in je tudi minimalen. Ne. Zdaj, če mene vprašate, ta variabilni del bi moral obsegati 35 do 40% plače. Je osnovna plača, ki je zagarantirana, potem pa lahko, če si dober, če imaš dobre rezultate, se bolj trudiš in tako naprej, zaslužiš tudi do 40% več. Zdaj, ker če pomislimo, kdo bi se proti temu, v bistvu, kdo bi bil nasprotoval temu, je tisti, ki ne delajo. Večina slovenskih sindikatov je bila proti temu. Ampak zakaj? Mislim, logično je, da je sindikat, ki je na strani delavca, da bi zastopal, da delavec, ki dela dobro, da dobi večjo plačo. Ne slovenski sindikati. Ampak zakaj? Kaj oni razmišljajo? En od problemov Slovenije je, da spet z redkimi izjemami nima neke resne sindikalne organiziranosti, je to podaljšek leve politike. In to se je najbolj drastično izkazalo leta 2022, ko smo mi izvedli to mini davčno reformo, kjer so se neto plače zaposleni vsem v gospodarstvu in v
javnem sektorju dvignile brez tega, da bi bil delodajalec bolj obremenjen. Takrat je predsednica največjega sindikata, svobodnih sindikatov, gospa Jerkič, rekla, imamo velike težave pojasniti svojim članom, zakaj smo proti zakonu, ki jim viša plače. Ampak pol je novinarka vprašala, ja pa zakaj nasprotujete temu zakonu, in je pol gospa s petnih žil vlekla neke brezvezne argumente. Skratka, slovenski sindikati so takrat, ne vsi, ampak velika večina, ta največji, nasprotovali zakonu, ki je plače povečal. To bi sploh ni sindikat nekako, to je samo neko... Ne, to je podaljšek leje politike, ker je bilo to, zadnje leto pred volitvami in niso hoteli, da bi si vlada, ki je niso podpirali, imela nek uspeh, s katerim bili delavci zadovoljni. Ampak to je problem, da v bistvu... Zato, in tudi zaradi tega, ker so sindikati takrat zganjali hrup proti zakonu, proti lastnim interesom ali pa proti interesom lastnega članstva, potem, ko je Golobova vlada prekinila izvajanje tega povečevanja neto plač, takrat morali sindikati protestirati, razumete? Pa so oni protestirali takrat, ko smo plače dvigovali, ne pa takrat, ko so jim plače znižali. Sindikat javnega proračuna, ne? Ja, vse v glavnem, ko gre za slovensko sindikalno sceno v gospodarstvu, je ravno zaradi takšne politike to sindikalno gibanje dosti izumrlo. Je šibkejše, kot bi pa recimo za nek normalen socialni dialog si lahko želeli. Razbohotili pa so se seveda sindikati javnega sektorja. To pa je zdaj rekel država v državi, ampak to je del strukture, ki rečemo vladavina neizvoljenih. Ampak je v politiki problem to, da v bistvu se sploh ne gleda, kaj je rešitev, pa komu bo to dobra rešitev, pač samo kdo je na drugi strani, kdo je pobudnik, a to rešitev je pa Janez Janša predlagal, zato bomo pač proti, pa čeprav se sami strinjajo z njom. Ja, no, ta primer, o katerem sva govorila, je tak primer. Zelo očiten, lahko še kaj drugega navedemo, ampak ja, ta je zelo očiten. Ali pa takrat recimo, ko je Slovenija ob ruski agresiji podprla Ukrajino, pa ko je vsak pri zdravi pameti in z nekaj srca bil na naši strani. Ko smo bili pač del prve delegacije, ki je šla v Kijev takrat, ko je cela Evropa to podprla. Takrat so slovenski levičari temu nasprotovali sem zato, ker sem bil jaz v Kijevu. Pa je rekla sedanja znanja ministrica, da bi morali iti v Moskvo. Ona je zdaj 4 leta znanja ministrica, pa ni še prišla do Moskve. V bistvu samo očitajo nekako, to je ta temeljna težava politike, da ne išče se rešitve, ampak samo nek osebni interes. Ni to temeljna težava politike, to je temeljni zgrešen pristop levičarske politike v Sloveniji. Z naše strani tega nikoli ni bilo. Recimo, vedno, ko je Slovenska demokratska stranka sestavljala koalicijo, je na pogovore povabila vse stranke, ki so prišli v parlament. In tudi tiste, ki niso šle v našo koalicijo, so bile vabljene v partnerstvo za razvoj. V prvem in v drugem mandatu. Med covidom itak to ni bil pač normalen čas, ampak takrat smo bili itak manjšinska vlada, pa smo se pogajali z vsemi, da smo nabrali glasove za 10 protikoronskih paketov. Recimo v prvem mandatu smo v okviru tega partnerstva za razvoj, kjer so takrat sodelovali tudi sedanji socialni demokrati, ko je bil Pahor predsednik, mi smo takrat skupaj uskladili več kot 50 sistemskih zakonov. In jih sprejeli praktično soglasno. LDS ni sodelovala, ampak z več kot dvotretjinsko podporo. In se je obneslo. Ampak vedno, ko je pa leva vlada, nikoli ni partnerstva za razvoj. Nikoli ne povabi vse stranke v koalicijo. Ko je Golobova vlada nastopila, je bilo pač leto pa pol čiščenja janšistov na televiziji, v policiji, povsod. Skratka, popolnoma obraten
pristop. Torej ne gre za politiko kot takšno, ne gre pač za del politike. A bi bila rešitev velika večinska vlada, da bi... Mislim, tako imenovana velika koalicija, ne? Velika Največja koalicija, stranka z levega in največja stranka z desnega prostora. Mi smo to poskušali narediti takrat, ne? Ko je bil Pahor predsednik socialnih demokratov, ampak ko smo sedeli v naši poslanski skupini v sejni sobi in se o tem pogovarjali, so zunaj njegovi poslanci, predvsem poslanke, ne, pred vrati, kjer so tudi čakali novinarji s kamerami, ne, dajali izjave, da če bo Pahor to naredil, pa šel z nami v koalicijo, ne, ga bodo zamenjali. In se je ta debata na ta način zaključila. Ne. Tako da v Sloveniji to zaenkrat ni možno, ker je levica izključujoča. Ne. Oni so izključujoči. Njihov edini program je, da pač nasprotujejo nam. Ne. V veliki meri nimajo pozitivnega programa, razen večji davki. Ne. To še znajo povedati. Ne. Zdaj recimo njihov novi šlager je davek na premoženje. Glejte, davek na premoženje itak že obstaja. Ne. Zdaj dodatno obdavčiti nepremičnine pomeni 75% Slovencev oziroma pač prebivalcem te države nabiti še dodaten davek na stanovanje, ki so ga težko odplačali s kreditom, na hišo, ki so jo zgradili oni ali pa njihovi starši, zato da bo šel ta denar kam. A ne. Nekomu, ki pa ni poskrbel za lastno stanovanje, ne, plačuje socialno najemnino, hodi na drage dopuste, si kupi drag avto. A ne. To pa, ne, skratka, absolutno smo proti temu, ne, novemu davku in apeliramo pač na levo politiko v Sloveniji naj izstopi iz te utopije, da denar raste na drevesu, ne, pa da se bo vedno možno jemati samo tistemu, ki si prizadeva, ki se trudi, ki varčuje in da je tlenuhom. Mogoče nekako, da bi bil nek otrok, no, ker otrok pomisel politika, to je enako davek, tako da edino, kar se da v politiki, so davki. Ker v bistvu... Ja, smrt pa davki. Ne? Ja, smrt pa davki. So gotove. Lejte, ni države brez davkov. Ne? Davki so potrebni, ne? Ampak morajo biti razumni. Ne? In razumen davek je tisti, ki omogoča, da pač javne storitve, šolstvo, zdravstvo in vse ostalo normalno funkcionira, ne? Da pa to ne zažira substance, ne, tistega, ki ta denar ustvarja. Ne? To je razumen davek. Ne? Mora biti meja takšna, da si ne poješ prihodnosti. Ne? To, kar se zdaj dogaja, je to, da jemo lastno prihodnost. Ne? Predvsem vašo, ne? Ker nekih stvari se ne da popraviti čez noč. Ne? In tisto, kar levičari v Sloveniji, ne, je kakšna izjema, ki je po svetu, recimo na Danskem, ne, kjer imajo sicer socialdemokratsko vlado, ampak vodi dosti razumno, gospodarsko pa tudi siceršno politiko. Drugače pa takega primera v svetu ne poznam. Glejte, slovenskega levičarja ni možno prepričati ali pa mu ni možno dopovedati neke zelo preproste stvari. Če imaš ti velik kup, ne, nečesa, ne, denarja recimo, ne, pa ta kup obdavčiš z 10%, ne, boš dobil pač 10% delež tega. Ne. Če imaš pa ti ta kup, ne, pa ga obdavčiš s 5%, ne, boš pa dobil bistveno večji delež, bistveno več denarja recimo za javne storitve. Ne. Kar pomeni, da mora biti ta razumna gospodarska in davčna politika takšna, da gospodarstvo raste, da je dodana vrednost vedno višja, da lahko podjetja vlagajo tja, kjer se pol več zasluži, so večje plače in tako naprej. Ker potem ta kup raste in ti z nižjo stopnjo nabereš v proračun več, kot pa če
imaš takoj na začetku visoko davčno Mm. stopnjo in ta kup ne raste ali pa raste zelo počasi. Ne. Da to deluje, smo recimo mi dokazali v mandatu leta od 2004 do 2008, ko je bil finančni minister dr. Bajuk. Takrat smo mi znižali večino davčnih stopenj. In so ti levi ekonomisti govorili, ja, zdaj bodo pa javne finance propadle, ne bomo izpolnili kriterijev za vstop v evro in tako naprej. Nič ni propadlo, proračun se je nabralo ob nižjih stopnjah, bistveno več denarja. Kot prva nova država članica smo izpolnili pogoje za prevzem evra, ne? Zato, ker je gospodarstvo raslo s takšno politiko. Jaz sem 17, pa se mi to zdi pač čist racionalna ekonomska enačba, pač namesto da davčeš takoj en manjši delež pač pustiš, da raste gospodarstvo, da rastejo plače, da rastejo pač zaslužki podjetij in se pač to, z isto to mero, kakor bi se na manjši obdavčal, pač dobiš večji kos potice. To je zelo preprosta računica, sam poskušajte jo razložiti slovenskemu levičarju. To pa je misija nemogoče. Evo, zdaj pred konec smo pripravili 12 takih sproščenih vprašanj, tako da čim hitrej, čim krajši odgovori. Čim hitrej berite. Najljubša gora v Sloveniji, če ne smete izbrati Triglava. Škrlatica. Tuji politik, ki vas je najbolj pozitivno presenetil. Andrej Plenković. Kdo pa vas je morda najbolj negativno? Emmanuel Macron. Najljubši glasbenik ali band, ki ste ga poslušali kot najstnik? Najljubša glasbenica tu je Kate Bush. Po moje ne veste, kdo je to. Ne. Band, takrat slovenski. Na začetku Pankrti, absolutno, ne, ker so bili uporniki, ne. Danes so del režimske scene. Šport, ki ga najraje gledate na televiziji, ali pa šport, ki ga najraje sami igrate? Zdaj oboje nogomet. Na kaj ste v svoji politični karieri najbolj ponosni? No, na dve stvari, ne. Čisto politično na Slovensko demokratsko stranko, ki je zagotovo daleč najuspešnejši politični projekt v zgodovini Slovenije. Ne. Zrasli smo iz nič, ne, po številu članov in recimo vpliv v javnem mnenju danes zagotovo največjo stranko. Ne. Veliko družino, ki smo jo gradili, ne, postopoma, ne, opeko na opeko. Zdaj, ko gre pa nasploh, pa na zmago v vojni za Slovenijo. Slovenija je zmagala v vojni za Slovenijo po načrtu, ki sem ga večinoma jaz sam pripravil na začetku. Proti armadi, ki so jo razglašali za četrto, peto najmočnejšo v Evropi. Tako da razmere so bile slabše za nas, kot je bilo razmerje sil Ukrajina, Ruska federacija na začetku agresije februarja leta 2022. Tako da na to sem ponosen, pa ne zato, ker sem jaz pripravil ta načrt, ampak zato, ker smo se Slovenci kot narod takrat stehtali, nihče ni dal počenega groša na to, da bomo uspeli, pa smo celemu svetu dokazali, da se da. Kateri slovenski politik vas trenutno najbolj nasmeji? Zdaj, ko slišim dr. Roberta Goloba, ne, ko v Državnem zboru odgovarja na poslanska vprašanja, mi gre najprej vedno na smeh. Ne. Jaz spomnim, ne, kakšne so posledice tega, pa pač ne. Ni v tem mandatu, sem bil izvoljen vse sestave slovenskega parlamenta, ne, in v vseh mandatih je bila situacija, ko smo se tudi, rekel, poslanci vladnih strank, opozicije, sedli na kavo, pa si kako tako povedali, pa se je dalo. Ne. V tem mandatu pa smo doživeli to, da so te srečali na hodniku, pa so se obrnili stran. Tako da res, no, upam, da ga čim prej konc. Največja neresnica, ki ste jo slišali o sebi? Težko rečem.
Če bi morali izbrati, vedno govoriti resnico. A je mogoče to, ja. Zdaj, po volitvah leta 2008, a ne? Ko Levica sestavlja vlado, ne, so pol kako leto izhajali naslovi, ne, Janša nikoli več ne bo vodil vlade. Ne. No pa prišlo leto 2013, pa so prišli k meni, če bi jo, pa se je zgodil COVID, pa so spet prišli tudi z leve strani, če sestavim vlado, tako da mogoče sem si to najbolj zapomnil. Zgleda, da so se zmotili, no. Če bi morali izbrati, vedno govoriti resnico ali vedno povedati šalo? Se resnice ne da povedati skozi šalo. Da se, ja. To je bila recimo ena. Kateri film ste si ogledali največkrat in bi ga brez težav gledali še enkrat? Jaz sem zelo malo filmov gledal dvakrat. Pravzaprav se ne spomnim filma, ki bi ga gledal dvakrat. Mogoče to za penzijo. Ja. Evo, če bi danes prenehali ukvarjati s politiko, kaj bi najbolj pogrešali? To je s penzijo. Ne, če bi se nehal ukvarjati s politiko v tem smislu, da ne bi bil dnevno vpet v dogajanje in tako naprej, bi zagotovo najbolj pogrešal prijatelje, kolege iz Slovenske demokratske stranke. Ker to je več kot zgolj neka politična družina. Bi raje živeli brez kritike medijev ali brez kritike ljudstva? Ne, mislim, da je oboje potrebno. Ne. Zdaj, problem, ki ga ima Levica v Sloveniji, je to, da imajo medije, ki jih ne kritizirajo in zaradi tega mislijo, da delajo vse prav, ne glede na to, da delajo dobro ali slabo, in zato nobena od njihovih strank ne preživi kot največja stranka več kot en mandat. Kritika je potrebna, absolutno. Ne, tako da v politiki je tako, da zelo težko je, ne, recimo, ko si na vladi, pa te vsi kritizirajo, pa pluvajo, pa karkoli narediš ni v redu. Ampak je še ena stvar slabša. Ne. In ta stvar, ki je slabša, je to, da te mediji hvalijo tudi takrat, ko delaš slabo. To je najhitrejša pot v poraz. Kaj vam je to stresno? Mislim, že 20 let ste v središču pozornosti in medijev in ljudstva v bistvu veliko kritik. Hvala za kompliment, sem že več. Ne. 40 tako. Sem že več, ne. Od začetka, ampak zdaj Slovenija, pa tudi jaz osebno, ne, smo šli tudi čez hujše čase. Ne. To, kar se zdaj dogaja, pa to je težko. Težko je gledati to, da nas je ujela Hrvaška, težko je gledati to, da ne izkoriščamo potencialov, težko je gledati, da se slovenska podjetja selijo drugam. Ne. Mi smo pa to državo delali tudi zato, da ne, bo cvetela, ne, da bo vsak dobrodošel. Težko je gledati, ko slovenski zdravniki ali pa mladi talenti odhajajo s trebuhom za kruhom. Ne. Nismo se borili za to, ne. Absolutno. Ampak to se da popraviti. Ne. So bili pa težji časi, ko nismo vedeli, da bomo naslednji dan še živi. Ne. Ali bo kaj iz našega projekta ali ne. Ne. Tako da ni razlogov za pesimizem. No. Zanimiv pogovor, no. Upam, da je vam bil v redu. Vi ste že na tolikih intervjujih, pa podcastih, pa na televiziji bili, da povejte svoje mnenje. Tako za kritiko ljudstva. Je kaj hoče, da vas pohvalim ali da vas kritiziram? Pol, ne more biti balans. Ne, v redu. Mislim, dajte, ko sem jaz vaših let, ni bilo interneta, ni bilo tega, ampak je bil kak šolski radio, ki je, ne, se spomnim, in smo videli slike, ne, poslušali smo koga, ne, ki se je oglasil po šolskih zvočnikih in je bil za nas super frajer. Se pravi, nekdo med tisoči, ki se upa izpostaviti. Ne. Tako da to je zelo pomembno, no, da se mladi upate takole se nasede za mikrofon, premagati tremo. A veste, kjer je največji strah pri človeku? Kateri? Strah pred smrtjo. Pa pred davki. Ja, ne, to bolj za šalo. Kdo je pa, kjer strah je na drugem mestu? Kjer? Strah pred javnim nastopanjem.
Tako da je zelo pomembno, da se mlad človek upa takole za mikrofon pogovarjati, se pripraviti na to, ker vidim, da so se dobro pripravili. Hvala. Se moram. No. Keep going. Ja, hvala. Evo. Hvala.